Gremo zdaj na preverjanje. Najprej prvo skupino, potem pa še kar takoj drugo. Nariši množico točk, za katere velja. Torej, naš x je omejen z -2 in 3. Takole, pa bomo recimo izbrali zeleno barvo in narisali to množico točk. Najprej gremo na x-os, -2 je tukaj, ker je manjše ali enako, -2 zraven, in do 3, 3 pa ni zraven, zato je tam puščica. Če bi narisali samo na x-osi, bi bilo to tole. Zdaj pa to razširimo. -2 je zraven, zato je to polna črta, medtem ko -3 ni zraven. Lahko še vse skupaj malenkost pomanjšamo. Takole, se pravi, tole je zraven, gremo do konca. To pa ni, naredimo črtkano črto. In naša rešitev za x je vse to. In pa še na isti slikci narišemo še y-ne. Bomo izbrali drugo barvo. Recimo tole. Y mora biti večji od -3. -3y je tukajle. In zdaj mi moramo biti večji od y, zato je skozi gor. To pomeni, tukaj naredimo črtkano črto. In vse gor. Bomo pa pobarvali samo tisto, kar je bilo že prej pobarvano zeleno. To je tukaj. In je naša skupna rešitev tukaj polna črta, tukaj črtkana črta, znotraj tega. Tukaj so x-i med -2 in 3 in y je večji od 3. Gremo pogledati, kaj je pravilno, kaj nepravilno. Če je smerni koeficient funkcije 1/2, potem funkcija pada. To seveda ne drži, ker je 1/2 večji od 0. To pomeni, da bo funkcija šla nekako takole. Če bi bila tukaj začetna vrednost, ko gremo z eno sam, ker je k 1/2, gre gor in takšna funkcija narašča. Se pravi, to je nepravilno. Ali točka leži na grafu funkcije? Jo ustavimo. X je 2, y je 3. In dobimo 2 krat 2 minus 3 krat 3 plus 5 je. 2 krat 2 je 4 minus 9 plus 5 in je to 4 plus 5 je 9 minus 9 je 0. Je to res 0? Je res, to drži in zato točka leži. Funkciji sta vzporedni. Kaj že pomeni, da sta vzporedni? To, da imata enak k. Na našo srečo sta obe funkcije napisani v eksplicitni obliki, torej v obliki y je k krat x plus n, in zato brez težav ugotovimo, da je smerni koeficient pri prvi 4 in pri drugi 2. Ker ta smerna koeficienta nista enaka, funkcije nista vzporedni. To je pa zdaj enačba v segmentni in piše, da seka os pri -2, y pa pri 3. Poglejmo, kaj nam že ta segmentna pove. Segmentna oblika se glasi x deljeno z m plus y deljeno z n je 1. In tale m je odsek na x-os, ta n pa na y. V našem primeru, torej x-os seka pri 3, y-os pa pri -2. In tukaj piše pa, da x-os pri -2 ravno obratno, kar pomeni, da tudi ne drži. Gremo k naslednji. Skozi točki položi premico in zapiši njeno enačbo v eksplicitni obliki. Zdaj, eksplicitno že vemo, da je y k krat x plus n, zato moramo določiti, koliko je k. Poznamo formulo y2 minus y1 lomljeno z x2 minus x1. Označimo, recimo, da je prva točka x1, y1, druga x2, y2. Lahko tudi obrnemo, bo isto prišlo. In zdaj y2 vstavimo. -3 minus 5. Lomljeno z x2 je 3 minus -1. Pozor,
minus minus 1, ker je tukaj negativno, bomo dejansko prišteli. In je minus 8 deljeno s 3 plus 1 je 4 in je minus 2. In zdaj se vrnemo v to obliko. Vemo, da je y minus 2 krat x plus n. Zračunati moramo še n. Tukaj imamo 3 neznanke, ampak imamo 2 točki, izberemo se eno. Recimo, da to. Torej, naš x, naš y, ustavimo. Y je minus 3, minus 2 krat 3 plus n, imamo enačbo. Minus 3, minus 2 krat 3 je minus 6, na drugo stran plus 6, torej n je 3. In zdaj še samo napišemo našo eksplicitno obliko. Y je minus 2 krat x plus 3. In to je rešitev. Če bi mogli še to spremeniti v implicitno in segmentno, implicitna bi bila 2x plus y minus 3 je nič, se pravi vse na eno stran, to je implicitna. Potem pa, če bi dali po segmentno, moramo dati pa x in y na eno stran, številko na drugo. In tukaj poskrbimo, da je 1, zato delimo vse skupaj s 3. In dobimo tukaj 1, tukaj dobimo lepo y deljeno s 3, medtem ko ta dvojka bi mogla iti tukaj v spodaj. Torej, x polomljeno s 3 polovice plus y deljeno s 3 je 1. Gremo naprej. Dana je družina linearnih funkcij. To je naša družina. Zdaj, družina je zato, ker je pač takšnih več, glede na to, kakšen a ustavimo. Ampak ta funkcija vidimo, da je oblike nekaj krat x plus nekaj. In naš k je v tem primeru tole. Če bi rabili n, recimo, bi bil pa to. Plus 5 minus a. Ampak zdaj v našem primeru bo pomemben k. Piše, da mora biti takšen, da bo vzporeden s tem grafom. Ta graf ima k tole. Torej, vzporedno pomeni, da je k1 isto kot k2 in k1 je v našem primeru 3, k2 je pa 2 minus a. A damo na drugo stran in je to 2 minus 3, dobimo a je minus 1. In če bi vstavili a minus 1, dobimo 2 minus minus a, 2 minus minus 1 je to 3 krat x in je ravno vzporedno. Grafično računsko določi presečišče funkcij. Zdaj, če računamo grafično, moramo narisati. Tukaj vidimo, da je k4 in n je 3. To je za prvo. To pomeni, začetna vrednost je pri 3, gremo eno v desno in ker je k4 za 1, 2, 3, 4 gor in z ravnilom potegnemo to črto. Zdaj, to ne bo čisto natančno, ker z roko vrišemo. Pogledamo še drugo. Tukaj je pa k, No. Pri drugi je pa k minus 2. In n je 3, pardon, minus 3. Torej, štartamo pri minus trojki. Gremo eno v desno in ker je k minus 2, gremo še za 2 dol. Tukaj in potem te dve črti potegnemo. Te dve točki podvežemo, dobimo nekaj takšnega. In naše presečišče vidimo, da je tukaj. Približen minus 1, minus 1. To je grafično. Računsko pa naredimo tako, da enostavno izenačimo y z y. Zdaj, naš prvi y je tole. In naš drugi y je to. Mi lahko imamo f od x, a od x, b od x, karkoli, to je vedno y. In zdaj izenačimo 4x plus 3 je isto kot minus 2x minus 3. Damo x na eno stran, y na drugo, številke na drugo in dobimo 6x je minus 6
delimo za 6 in delimo x je minus 1. Torej, toliko, kot smo ga tudi prej določili, ampak zdaj moramo še y določiti, zato si pa izberemo eno funkcijo, recimo drugo, y minus 2x minus 3 in vstavimo za x minus 1 in dobimo y je minus 2 krat minus 1 je 2, minus 3 je minus 1. Ok? In imamo presečišče minus 1 in minus 1. Izračunaj dolžino daljice s krajiščema. Ja, dolžino daljice vemo, da se izračuna s pomočjo Pitagorjevega razreka, se pravi, če imamo od A do B, je ta razdalja koren iz x2 minus x1 na kvadrat plus y2 minus y1 na kvadrat. Zdaj pa, to je x1, y1, x2, y2, postavimo. x2 je 1 minus minus 2 je plus 2 na kvadrat, plus y je pa minus 2 pa minus 2 na kvadrat. In je to koren iz 3 na kvadrat plus minus 4 na kvadrat, je to 9 plus 16, je to skupaj 25 in koren iz 25 je 5. Potem pa piše še določi koordinate njenega razpolovišča. Razpolovišče se pa označi s točko S. Ga dobimo tako, da seštejemo obe koordinati in delimo z 2. Tako. In v našem primeru bi bilo to minus 2 plus 1, se pravi seštejemo to dvoje, polovic in 2 minus 2 polovic. In zdaj, če to poračunamo, minus 2 plus 1 je minus 1 polovica in 2 minus 2 je nič polovic, kar je nič ali pa nič polovic. Tako. Glejmo še 7. Določi neznane koordinate točke C tako, da bodo točke kolinearne. Da so točke kolinearne, pomeni, da ležijo na isti premici in to pomeni, da je ploščina trikotnika, ki ga predstavljajo, enaka nič. Ta ploščina pa vemo, da je 1 polovica krat absolutna vrednost od determinante in to je nič. To pomeni, da mora biti v bistvu ta determinanta nič. Determinanta pa vemo, da je x2 minus x1, x3 minus x1, y2 minus y1 in y3 minus y1. Označimo točke x1, y1, x2, y2, x3, y3 in vstavimo. x2 je torej 3, minus 2, pa v spodi x minus 2 in zdaj še y, minus 1 minus minus 5, to je minus 1 plus 5 in 1 plus 5. Še to poračunamo in to je vse nič, ne? Idemo zdaj naprej pisati, zopet nič je. Lahko tole tudi zračunamo, 3 minus 2 je 1, minus 1 plus 5 je 4, 1 plus 5 je 6, to pa ostane x minus 2. Zdaj gremo 1 krat 6 je 6 minus 4 krat x minus 3. In imamo enačbo. Torej 6 minus 4x plus 12 je enako nič. Če damo x na drugo stran, je to potem 18 je enako 4x, delimo za 4 in dobimo, štirka se krajša, dobimo, da je x enako 18 četrtin, kar je 4,5.
1/4 ali 4,5. Pa še en sistem enačb. Sistem rešujemo tako, da se znebimo ene neznanke. Da pa se bomo znebili neznanke, moramo poskrbeti, da boste imeli recimo pri x, če se bomo x znebili, tukaj 6x pa tale, da boste to nasprotna koeficienta. Zato bom jaz zdaj drugo pomnožila z 2, ker je -3 krat 2 -6, kar je ravno nasprotno od 6. Torej drugo pomnožim z 2 in dobim -6x -8y je 10, vse člene. Prvo pa prepišem. In zdaj enostavno seštejem in se te dve izničita. Ta pa ostane -6y je 14, delimo z -6 in dobim, da je y minus, lahko še krajšamo, 7/3, kar je 2,1/3. To je y. Zdaj pa še x. Če se hočem x znebiti, bi mogla pa prvo enačbo z 2 pomnožiti. To, prvo. In kaj bom dobila? 12x plus 4y je 8. Druga je pa -3x minus 4y je 10. Pardon, samo prepisujemo, je 5. Seštejemo. 9x, te dve se zničita, je 13, delim z 9 in dobim, da je x 13/9 ali 1,4. Oboje je pravilno. Tako, imamo rešitev enačbe. Zdaj gremo še k drugim pogledati, zelo podoben. Najprej določimo tole množico točk. Zdaj samo gled malo spremenili. Takole. Se pravi, y mora biti med -2 in med 3. Zato zopet gre -2 je tukaj, -2 je zraven. In do 3. Takole, od -2 do 3. Zdaj tam, kjer je to, je polna črta, ker je zraven. Tukaj, ko pa ni, je pa črtkana. In x-i so vse to vmes. Tako. X je pa večji od -3. Pardon, zdaj smo pa zamešali, tukaj vidimo, da je y napisan, bomo hitro popravili. Se pravi, najprej y med -2, -2 je zraven in 3, se pravi takole črtka, tukaj polna črta in nekje vmes, a ne? X je pa večji od -3, strogo večji, se pravi od tukaj naprej, zato je tukaj črtkana črta in strogo večji je potem tale delček tukaj noter, tukaj vmes. Od tukaj, tukaj do tukaj. Dobro, to že vemo, kako določimo, ali leži ali ne leži. Vstavimo x in y, to isto kot prej. Če dobimo pravilen rezultat, leži, sicer ne leži, zdaj prva leži. Te dve vemo, nista vzporedni, ker sta različna kaja. Če ena polovica smerni koeficient, seveda funkcija ne pada. In seka os x pri -2 in os y pri 3, tudi to ne drži. Zdaj, to je zelo podobno kot prej. Imamo tukajle. -1, 5, 3 in -3. Kaj imamo pa zdaj? Ok, čisto enaka naloga, ne bomo reševali še enkrat. Določimo tako, da bosta ti dve funkcije vzporedni.
Ja, zdaj, če hočemo te dve določiti, moramo zopet sporedno poiskati, kaj sta kaja. Pri prvem je K tukajle, pri drugemu je pa K tole, ne. Čudno sicer zapisano. In sporedno pomeni, da mora biti prvi K isti kot drugi K. Prvi K je M minus 2, drugi K je pa 2M minus 3. Rešimo enačbo. M minus 2M, na eno stran M je, na drugo stran številke. In dobimo minus M je minus 1 in M je 1. Eto, imamo določen M, tako da sta funkciji vzporedni. Zopet računsko in grafično določi presečišče, se pravi, narišemo obe funkciji in potem poiščemo, mislim, da je tudi ista kot vzgori. 4x plus 3 presečišče. Ja, 4x plus 3 pa minus 2x minus 3. V bistvu enak sistem, ne bomo reševali še enkrat. Dolžina daljice in razpolovišče, enaka naloga kot prej. Mogoče še tole, tukaj pa samo manjka, določimo tako, bomo to črtali, pa je vprašanje, ali so kolinearne. Ali so točke kolinearne. Kaj naredimo? Ja, pogledamo, ne. Če so kolinearne, mora biti ploščina tega trikotnika nič. Zato si vstavimo x1, y1, x2, y2, x3, y3. In potem gremo, izračunamo determinanto najprej. x2 minus x1, x3 minus x1, y2 minus y1, y3 minus y1. x2 je nič, minus x1 je nič, je minus, minus 2 je plus 2, pa naprej 3 minus minus 2, 3 plus 2, pa še y, 3 minus 4 in 2 minus 4. In je to 2 minus 1, 5 minus 2. In to je 2 krat 2 je minus 4, minus 1 krat 5 je minus 5, in je to minus 4 plus 5, to je 1, to pomeni, da determinanta ni nič, to pomeni, da ploščina ni nič, in to pomeni, da točke niso kolinearne. Gremo še sistem enačb. Zopet, recimo, da se najprej znebimo našega x-a. To pomeni, da bomo drugo enačbo pomnožili z 2. Dobimo minus 2x minus 12 y je 18. Prvo enačbo prepišem. In seštejemo. In zdaj se x-i izničijo. To ostane minus 9y je 18 plus 6 je 24. Delimo z minus 9. In dobim y je minus 24 deljeno s 3 je 8, 9 deljeno s 3 je 3, minus 8 tretjin. Zdaj pa še x. To pa dobimo tako, da samo y znebili, zato bomo prvo enačbo pomnožili z prvo enačbo pomnožimo z 2 in dobim 4x plus 6y je 12. Tukaj je minus 2x minus 12, drugo samo prepišemo. Minus x minus 6y je 9. Zopet seštejemo. Se to izniči, se pravi, vedno pripravim tako, da se nekaj izniči. Tole je 21, delim s 3 in dobim, da je x enako 7. Eto, imamo rezultat. To je to.